Les je resnično univerzalen. Dobro se ujame tako z objekti velikih proporcev, kot z majhnimi hišicami. V naslednjem prispevku vas tako vabimo na rob Kozjanskega, skorajda na skrajno slovensko mejo, kjer se ob nočeh na nebu bohotijo zvezde in kjer po gozdovih odmevajo zgodbe o čarobnih bitjih. Dobrodošli v bližini Olimja, kjer se s takole čudovitim razgledom čez Kozjansko gričevje ponašajo lične lesene hiške. Njihova končna podoba je zasluga srčnih lastnikov z veliko občutka za estetiko. Alja in Primož, živjo. Prva stvar, ki mi tlele pade na pamet, je, da ob takelem zborčku ptičjega petja pa zjutraj res ni problem vstati. Ja, veš kaj, mi zelo radi rečemo, da v bistvu se tle dan začne zjutraj, ne z budilko. Ja, čeprav jaz sem pa take narave, da rada potegnem, tako da tudi to se da, ker je po drugi strani pa res mir. Ampak na srečo so ptiči cel dan. Ja. Tako da nič ne zamudiš, tudi če dolgo spiš. In kakšna je vajina zgodba, ki vaju je pripeljala semle v tale kozjanski raj? Jaz najraje rečem, da v bistvu so najo te 3 vile poklicale. Nisva ne iskala, ne nameravala karkoli kupiti, ampak nek splet okoliščin je privedel do tega, da ko smo se prvič pripeljala na to parcelo, sva rekla, to je to. To naju je iskalo. V bistvu sva iskala neko vikend za njegove starše na Krasu, no, na koncu sva pristala tukaj in to kupila. Tako da to... Konkreten novinek. Ja, konkreten novinek, ja. Ampak se mi zdi, da najprej naj jo kupili, že ko sva se prišla na vrhu hriba in sva pogledala dol, ne. Tretja stvar je pa bila v bistvu to, ko sva se vračali in pa smo srečali soseda Stankota tam na traktorju in smo stopili z avta, smo se predstavili in smo to kozjansko prijaznost prvič začutili, tako da tle je bilo pa dokončno kupljeno. Ob nakupu so na posestvu stale 3 hiške, poleg okvirno 170 let stare kozjanske domačije in skednja še novejša brunarica. Prvotna ideja, da bi obnovila kozjansko domačijo, se je izkazala za prevelik zalogaj. Zato sta se odločila, da trio dopolnita še z 2 sodobnima lesenima vilama, ki se bosta s svojo zasnovo navezovali na kozjansko tradicijo. Zaradi majhne kvadrature novonastalih objektov sta se pri oblikovanju zanesla na funkcionalnost in udobje, ob tem pa nista pozabila niti na povezavo s prekrasno okolico. In teren je tukaj bil res hvaležen, da ste lahko vsaki izmed teh vilic zagotovili res sijajen razgled. Ja, teren je bil hvaležen, ampak v bistvu je to hrib, ne? Tako da dejansko smo mi vse te terase, na katerih sedaj stojita ti 2 hiši, naredili na novo. Tako se mi je zdelo, da so terase bile že prej. Vse raste tle zelo hitro, tako da je bilo pol leta kasneje, da se ni nič zgodilo, da so že odzmeri tle. Njihova ljubkost je gotovo v tej majhnosti, ne? Da so kot ti škatlice dejansko kot so ene take male škatlice. Za koliko kvadratnih metrov gre in potem kako ste se spopadli z izzivom organizacije na manj prostora? Hiša ima tlorisno 19-20 kvadratov, kar je v resnici zelo malo. Ja. Sva se pa trudila, da vseeno nekako optimizirava čim bolj prostor, pa da funkcija in udobnost ne trpita na ta račun. S tem, da sva se odločila za toliko majhne stavbe, sva hotela nekako prišparati zunanji prostor. Kaj so glavne finte, glavni elementi organizacije prostora na tako malo kvadratnih metrih? Da moraš razmišljati, ne vem, bolj o kubaturi, ne samo o kvadraturi ali kaj? Čisto nekako ergonomija, ne, človeka, se mi zdi, da tisto, kar potrebuješ, zdaj v arhitekturi obstajajo seveda za vsako zadevo neke mere, ne, ki so minimalne in kle nekje smo se probali vrteti. In za kakšen material ste se odločili pri teh hiškah? Ključno je, da v bistvu je vse narejeno z lesa, oziroma pač od skeleta do notranjih oblog, do zunanjih oblog. Tudi v bistvu pač noter recimo pohištvo, pa da je tudi od lokalnega lesa do lesa, ki se ga v bistvu tukaj najde. Kakšna vrsta lesa pa je? Zunanja je smreka požgana, noter je breza, ne? Pa je smreka narejena skeletna konstrukcija. Ne? Terasa je macesan,
ker je seveda obstojen. Sva pa v bistvu tudi uporabila les starih domačij in sva iz njega izdelala pult v kopalnici. Tako, to je pa pomagal najboljši prijatelj, on mu je na neki točki zapasal dela z lesa. Tako da smo šli tukaj do nekega gospoda, ki zbira kozjanske domačije in smo pri njemu nabrali les in potem Jala naredila načrt, predlog, on je pa potem sestavil omarce. Zanimivo, da pri teh majhnih hiškah, da sta se odločila za črne kuhinje. Jaz mislim, da super deluje. Zdaj malo sva se navezala na najno spet staro domačijo, kjer je noter črna kuhinja. Pa sva potem rekla, ok, naj bo tukaj neka navezava, hkrati se mi pa zdi, da v nekem takem prostoru, kot je ta, tako majhen, mogoče ravno črna kuhinja še bolj naredi v bistvu tisto, podari to majhnost in pa nekako dozame malo smisel kuhinje, ki ni v bistvu tukaj center dogajanja. Povejte mi še kaj o tej tehniki, za katero sta se odločila, oziroma o žganem lesu na zunanjem ovoju. V bistvu gre za staro japonsko tehniko, tam tako nekako so tudi prišli do tega, ker seveda to obstaja. Bilo nam je v bistvu res, se mi zdi, da že od nekdaj res lepo. Zanimivo pa je, to je pa pol v bistvu tudi Italija prišla do tega kasneje, da se je to tudi tukaj uporablja na teh koncih, ampak ne kot fasade tok, ker to je v bistvu s tem se ohrani les, ampak to si v bistvu ugotovila, da se je pri vinogradih za stebre so spodnje dele v bistvu požigali zaradi tega in ko so jih zapičali v zemljo, so s tem ohranili les za dalj časa. Tako da so našla potem še to povezavo, da ni čist, da pa tolčeva zdaj ven v bistvu s to idejo. Hišici sta prava oda lesu, saj se ta pojavlja tako v interjerju in v konstrukciji kot na fasadi. Pri konstrukciji hišk gre za skeletno gradnjo. Za izolacijo pa so uporabili lesno volno, ki so jo zaščitili z lesnimi ploščami in paropropustno folijo. V želji, da bi konstrukcija lahko dihala in se ne pretirano segrela v poletni pripeki, so izbrali prezračevano fasado. Koliko ste pa tega sami požgali, tega lesa? Se da to? Mislim, se lahko tega človek sam loti? Lahko. Mi smo imeli malo smole, da nam ga je v bistvu zmanjkalo na eni točki. Plinskim gorilnikom, malo že dobiš občutka, kdaj prav zagori, potem pa v bistvu zmočiš z vodo, da ustaviš proces gorenja in to je to. Kaj pa ob teh malo bolj vročih sončnih dneh se površina takega črnega lesa, se zagotovo malo bolj segreje, ampak najverjetneje naprej pa ne pride, da bi ti v hiši bilo zaradi tega preveč vroče? Površina se segreje, ampak les sam po sebi je izolator, imamo zračni sloj, imamo še izolacije, tako da to ne bi smel biti problem. Kaj pa tale bela lepotička, v katero se človek, se mi zdi, takoj malo zaljubi? Ja, tudi midva sva se. Zaenkrat je taka, kot sva jo dobila. Upava, da jo bova lahko nekoč restaurirala. Pa prav rečem restaurirala, ker bi jo rada z tradicionalnimi tehnikami izrihtala. Že ko sva jo dobila, je bila v bistvu bele barve, to je apno. In tudi v bistvu vse, kar sva zaenkrat naredila, sva jo zopet premazala z apnom, ker je pa to zaščita in pred insekti, tudi les se na nek način zaščiti, tako da... Skratka, bo ostala čim bolj taka, kot je že zdaj. Absolutno. Ta šarm bi bilo pa res absolutno, škoda. ja. Tole pa, ko ste videli prišla, je bil najsodobnejši objekt na tem posestvu. To je v bistvu naredil eden od lastnikov tega posestva. V bistvu neka klasična brunarica, drugače so tesari, ti, ki so to delali, pač tudi lastniki in pa hkrati tesari, tako da vidi se mogoče malo v detajlih, kar je kvečem prednost. Tako da ni čist navadna, ampak ima vse en mečken ljubezni noter v njej. Je pa pač fasada klasična, barvana, neko vzdrževanje zahteva. Na koliko časa lahko pričakuješ, da je treba tako pročelje potem prebarvati? Zdaj nazadnje smo ga 8 let nazaj, tako da kar v redu, Malo odvisno od vremena, izpostavljenosti, notranjega dela. Nismo sploh še barvali, torej to je zdaj že skoraj 25 let. Medtem ko ta fasada, ki je najbolj izpostavljena, to je pa bilo treba. Posestvo na robu Kozjanskega je mlada družina spremenila v pravo oazo miru, kjer ptičjega petja ne preglasi hrup prometa. Njihova zgodba pa je dober primer, da sreče ni treba iskati v tujih krajih, temveč je pogosto na dosegu naših rok. Povejte mi še kaj o tem, kako je tale vajin raj vplival na spremembo življenjskega sloga. A ko nista tukaj, hrepenita potem, da prideta med tele svoje ptičke? Skos. Absolutno. Ko prideš iz Ljubljane sem, vidiš, česa je res preveč v Ljubljani. In to je vse res glasno.
In ko prideš tukaj, ta neka glasnost dobi drug pomen, se mi zdi. Poslušaš ptiče petje, si v naravi, gledaš zeleno, tukaj ni nobene industrije, nikjer okrog, vohaš zrak, čudovito. Ne? Pa kar je res noro, pač mi imamo 2 otroka in ko pridete tam malo sem, takoj v gozd in sta cel dan v gozdu. Ali ste s kozami, ali ste na travniku, ali ste v gozdu, pač in dejansko rastete gor v naravi. A ne? Nad ljudmi so bila nadvse navdušena, namreč izredno so prijazni, odprti, pripravljeni pomagati. Mogoče jaz sem res odrasla v centru mesta in še danes sploh nekako ne morem razumeti, da kako to nesebično v bistvu ta pomoč med sosedi deluje. Ne? Ker nekako misliš, da potem si pa neki dolžen, ampak ne. To je za njih nekaj najbolj normalnega in tega se vsaj jaz res učim. No, mene je to tukaj tako lepo, tako se počutva domače, tako so naj lepo sprejeli. Je Kozjansko en tak neodkriti dragulj, ne? Ja. Sam ne smemo tega preveč okoli govoriti. Mi dva lahko, prosim. Mi rada rečeva, da se nam zdi Kozjansko v bistvu kot ta prava slovenska Toskana, recimo. Wow. Zaradi res teh gričev, znajo uživati v življenju, pa res so tako noro čudoviti kraji in ponujajo ogromno. A ne?